Ok, drage udeleženke in udeleženci, dobrodošli v današnjem webinarju Ekonomske fakultete. Glede na to, da se je način dela popolnoma spremenil iz danes na jutri, verjamemo, da vse nas zanima, kako se kar se da najbolje spopasti s to digitalno spremembo. Danes bo najprej sledilo zelo zanimivo kratko predavanje profesor dr. Černeta, nato pa bomo namenili nekaj časa odgovarjanju na vse vaše vprašanja. Za povezavo z vami bom skrbel Luka Eržen in verjamem, da je pred nami zanimiva ura. Mogoče najprej vse udeležence pozovem, da v času predavanja ne vklapljate vaših mikrofonov in spletnih kamer. Nato, ko bo pa čas za samo diskusijo in vaše vprašanja, pa vas seveda vabiva vse, da se nama pridružite v pogovoru. Pa mogoče kar začnimo. Profesor dr. Matej Černe, dobrodošli. Že kar nekaj časa se ukvarjate z digitalizacijo dela na večjih področjih. Koronavirus nas je vse prisilil v prožnostno delo in delo na daljavo. Veliko nas ima težave s prilagajanjem urnikov in nekakšno preobremenjenostjo. Kaj pa o tem pravi stroka? Najlepša hvala, Luka, tudi za tale uvod in za moderiranje, ki še sledi, definitivno. En lep pozdrav vsem skupaj, najprej mogoče z moje strani. Res lepo hvala, da ste si vzeli čas, da poskušamo v bistvu vas malo prejem z nekimi znanji, veščinami, načini, kako se malo bolj spopadati s tole digitalizacijo. Kot je Luka omenil, kar nekaj časa se že ukvarjam tudi jaz s preučevanjem tega področja, tako da verjamem in upam, da vam bo tale zadeva všeč. Je pa predvsem namen tudi definitivno diskusijski. Kot je Luka napovedal, v drugem delu bomo odprli diskusijo, odgovarjali na vprašanja. Mogoče bi samo dopolnil, da tudi, če se vam vmes pojavi kako vprašanje, mogoče ne prekinjate, pa se odmutirati, da ne bo zadeva, ki je dol padla, ampak napišite zadevo v group chat, imate to opcijo, Luka bo lepo spremljal te zadeve in bova na koncu tudi kakšno vprašanje, ki so se že vmes porajala, lepo z veseljem odgovorila. Jaz bom zdajle shareal svoj screen PowerPoint oziroma kratke predstavitve, ki sem jo pripravil na to temo. Luka me je že malo spodbodel na to, kaj pravi stroka, kaj pravi znanost tudi. Začel bom pa v bistvu z eno drugo zadevo. In sicer, kaj pravite vi, študenti, tudi to nas v zadnjem času precej zanima, absolutno. In za ta namen smo tudi naredili na Ekonomski fakulteti, se mi zdi, številne kratke ankete med našimi študenti. Tole konkretno je nekak rezultat tega, kar je delala služba za študijske zadeve in pa kolega Robika še pri naših predmetih. Pravite načeloma študenti, da vam je zadeva precej všeč nadaljavo, oziroma da ima številne prednosti, ki v tehle, ki jih tukaj vidite, ne dvomim, da se lepo najdete, da se ne rabite veliko urejati, imate lahko brisačo na glavi, citiram, spite dlje oziroma pridete v pižami brez problema na vaje, na predavanja, ne rabite se voziti v Ljubljano, definitivno. Če gremo pa malo bolj v detajle, pa se lažje mogoče samo organizirate oziroma niste vezani na fiksne urnike, lažje sledite materialom, ker jih lahko pogledate tudi še kasneje in s tem v bistvu prihranjate na času. Po drugi strani pa lahko več časa porabite z družino pa hišnimi ljubljenčki. Jaz sem tudi enega tukaj, kar nekateri moji študenti že vejo, včasih se tudi dostikrat oglašam med kakšnimi mojimi vklapljanji, tako da tudi to lahko pričakujete mogoče zdaj. Tako da to so ene prednosti, ki definitivno obstajajo. Po drugi strani je pa tudi en kup izzivov, ki smo jih trenutno deležni. En sigurno je infrastrukturni, vezan na tehnologijo, v bistvu probleme s povezavo, probleme s tem, da programi ne delajo. Po drugi strani tudi mi seveda kot pedagogi se nismo vsi hitro prilagodili, niti se mogoče ne znamo. Tako da nekaj zmede tukaj je sigurno bilo in tudi verjetno je še bo, sigurno. Potem je problem tudi malo se zmotivirati, definitivno, kako, če ni osebnega stika s pedagogi oziroma tudi z drugimi študenti, kako dejansko slediti in biti zelo aktivno udeležen. Dostikrat se zgodi, to je pa mali izziv tudi za nas profesore, kako preverjati, da so ljudje dejansko povezani pa aktivno sodelujejo, ne pa samo, da nekje v ozadju pač so prižgani.
Potem seveda so se vam pojavljali kar nekaj skrbi, kako bomo s sprotnimi preverjanji znanja. Z Lukatom sva sicer napisala, da bomo odgovarjali na vprašanja, ampak glede tega konkretno malo težje, oziroma se bo verjetno treba obrniti kar na nosilce predmetov. Glavna zadeva pa je, da dostim se vam zdi, poleg tega seveda, da nimate osebnih stikov in to se verjetno še ne bo kmalu spremenilo, zdi se pa vam, da delate več. In to je tudi en tak izziv na splošno študija in dela nadaljavo. Kot rečeno, oziroma kot je že Luka omenil, mi se s tem ukvarjamo že kar nekaj časa, recimo 5 let teče tale projekt, ki ga tukaj vidite, imenuje se Pošteno delo v digitaliziranem gospodarstvu, financiran strani Norveškega sklada za raziskovanje in v njem tudi sodelujemo s precej znanimi partnerji, kot recimo tudi Harvard, BI, Norwegian Business School, Erasmus univerza in tako naprej. Poleg tega pa tečejo tudi s kolegi, konkretno z Darjo Aleksič, delava na magistrskih krogih, mogoče tudi kakšni študenti, ki so tukaj, so deležni tega. Trenutno se dela 10 magistrskih nalog na to tematiko, torej dela nadaljavo oziroma preko digitalnih vmesnikov. Tako da to je tema, o kateri stroka ve že kar nekaj. Sam seveda zdaj trenutno smo bili vrženi v to, kar vsi po vrsti. Pred korono, malo tako cifer za začetek, preden gremo malo bolj vsebinsko v to, kaj lahko mi naredimo. Pred korono oziroma pred to situacijo je v ZDA v bistvu 40% zaposlenih delalo preko raznih prožnih oblik dela. To pomeni, da niso nujno delali v pisarni tradicionalno, tudi niti ne nujno za enega delodajalca. V Evropski uniji je tak procent bistveno manjši bil, ampak vseeno nekaj čez 1 milijon zaposlenih naj bi delalo že pred to situacijo preko digitalnih vmesnikov, tudi na različnih platformah ponujanja digitalnega dela. Medtem ko trenutno je pa neka ocena, ki nekako kroži okrog, da milijarda zaposlenih trenutno dela od doma po novem, torej da prej niso. S tem, da to je zelo verjetno nenatančna ocena, kakih 100 milijonov gor pa dol, realne ocene trenutno sigurno še ni. Na splošno pred tole krizo recimo je tak način dela seveda bil v porastu, kar je pa mogoče zanimivo je, da je bil v porastu predvsem v sektorjih, ki so nizko plačani. In to je tudi recimo lahko zaskrbljujoče in je vodilo v eno tako strujo, bomo rekli, tudi protestov in opozarjanj na prekarno delo oziroma pasti prekarnega dela, tudi pri nas, verjetno ste tudi seznanjeni s tem, če vas to področje zanima. Torej, kako zagotoviti zdaj delovni sili, ki ni tradicionalno nujno vezana samo na enega delodajalca, oziroma dela preko digitalnih vmesnikov, da ima neko socialno varnost, da ima normalna plačila, da ima tudi neko povezanost z drugimi sodelavci. In to so zdaj tudi eni izzivi, ki se jih srečujemo v času korone. Vežejo se na tudi spremembe vezane na avtomatizacijo, robotizacijo oziroma tega, da delamo, študiramo preko digitalnih vmesnikov. Kot vidite tudi na družbenih omrežjih je zdaj en kup enih strokovnjakov, kvazi strokovnjakov, pa tudi praktičnih nasvetov, dejansko iz prakse, ki so zelo uporabni, ki se osredotočajo na to, kako delo in študij izboljšati v tem kriznem času, recimo. Zdaj, če malo še na hitro pogledamo, kaj konkretno pravijo te študije, vezane na študij nadaljavo in delo nadaljavo, kaj nam prinaša kratkoročno in dolgoročno. Najprej kratkoročno. Kratkoročno, verjetno tudi marsikateri od vas ste še vedno v tem honeymoon fazu, rečemo, torej po poročnem času, kot ko rečemo, ko je še vse lepo. In vidimo, da imamo mogoče bistveno več samostojnosti pri odločanju, kdaj se česa ločiti, kaj konkretno narediti, bistveno bolj smo prilagodljivi, fleksibilni in posledično mogoče tudi učinkoviti. Po drugi strani imamo en kup motenj, ki sem jih že prej napovedal, vezano na tehnologijo, na družino, recimo mogoče, ki nas spremlja, ki je blizu, na to, da se nas more več
mogoče družinskih članov ali pa članov gospodinjstva povezovati na iste tehnološke naprave. Potem velike prilagajanja, sigurno, da se uskladi študij in prosti čas, oziroma da sploh imamo kaj prostega časa, in pa seveda izolacija, ki ni vezana nujno na to karanteno, a ne v smislu take izolacije, ampak bolj na tisto psihološko osamo, izoliranost, ko se počutimo malo bolj sami. To je na kratek rok. Na dolgi rok se pa zadeve postanejo mogoče še bolj negativne po eni strani, ko mine ta prva faza prilagoditve oziroma tega, da so zadeve fajn pa v redu. Na dolgi rok pa študije kažejo, da tisti, ki študirajo nadaljavo in tisti, ki delajo nadaljavo, da občutijo bistveno večje nivoje tehnološkega stresa, torej stresa, ki ga dejansko prinese tehnologija, kar vodi v višje ravni splošnega stresa, na dolgi rok pa tudi v izgorelost. Po drugi strani imamo eno veliko preobilje informacij, to ste nam tudi vi, študentje, povedali, en kup enih materialov se zdaj pripravlja, oziroma vam je bilo posredovano, ki se od vas pričakuje, da greste čez njih, da jih predelate, da nekaj koristnega potegnete od tega. Po drugi strani vas družbena omrežja bombardirajo z drugimi informacijami, in smo zato tudi nekako pod pričakovanjem, da smo ves čas povezani. Kar lahko vodi v nekem absurdnem primeru, ko dejansko zelo radi delamo to, kar delamo, tudi do višje ravni deloholizma oziroma tega, da ves čas delamo. To tudi mi mogoče kakšni zelo dobro poznamo. Potem imamo tukaj tudi kakšne probleme s spanjem. Ljudje, ki zelo veliko časa preživijo za zasloni, sploh v večernem času, dokazano malo težje spijo, potem aplikacije obstajajo, ki vam te negativne efekte tako imenovanega modrega zaslona lahko ublažijo. To mogoče je ena od rešitev, o katerih bomo seveda še govorili tudi. Izolacija oziroma osama na dolgi rok prinese tudi psihološke težave, povezane z asocialnostjo, s tem, da se malo težje vklapljamo v neke normalne družbene odnose. In pa velike težave, sploh če smo v taki situaciji nekega usklajevanja dela, torej tega, kar delamo, in nekega družinskega časa. Po drugi strani pa tudi na dolgi rok so prednosti, oziroma prednosti je predvsem treba izkoristiti oziroma se na njih osredotočiti, da jih izkoristimo. Še vedno samostojnost odločanja, do neke mere v okviru nekih jasnih ciljev, prilagodljivost tega, da delamo nekako, kadar si želimo, na način, kakršnega si želimo, in tudi v bistvu velika priložnost tako za fakultete oziroma nas pedagoge, kot tudi za študente. In sicer to, da zdaj bomo sigurno drugače začeli pojmovati delo ali pa študij, da vidimo, da se da marsikaj, recimo kakšna masovna predavanja delati nadaljavo in s tem praktično ne izgubimo kaj veliko prednosti, kaj veliko nekega osebnega stika, ki ga itak ni bilo, in samih programov, ki bi jih mogoče tudi mi lahko malo več ponujali na splošno. Najlepša hvala, profesor dr. Matej Černe, za tale uvod, prav tako za nek samoris iz stroke, kaj pomeni delo nadaljavo, študij nadaljavo, kaj se nam obeta oziroma kaj so neki problemi. Pa mogoče, sedaj, ko so naštela vse te probleme in neke situacije, s katerimi se srečujejo tako zaposleni, kot tudi seveda študenti, nas pa seveda zanima, kaj lahko naredimo, oziroma kako lahko se s temi težavami, s problemi spopademo in jih nekako efektivno premostimo. Sigurno, hvala, Luka. Jaz mislim, da zaradi tega smo dejansko tukaj, niti ne zaradi tega, kar ste zdaj slišali, torej kar pravi stroka, ampak kaj zdaj pravi stroka oziroma kaj smo se že naučili iz prakse, da lahko naredimo. Zdaj, jaz sem te predloge oziroma priporočila zbral in jih nekako razdelil na 3 dele oziroma 3 različne vsebinske sklope. Prvi se veže na neko osebno produktivnost, management osebne produktivnosti in upravljanje s časom. Drugi se veže na psihološka doživljanja oziroma management teh psiholoških doživljanj. Tretji se pa enostavno osredotoča na nek nabor virov, materialov, tudi povezav, ki vam lahko pomagajo nekako priti malo bolj učinkovito oziroma
boljše, bolj zadovoljno čez to situacijo. Zdaj, tale prvi sklop, torej vezan na predvsem čas. Čas vsi ga imamo enako, sigurno, je pa dejstvo, da je zdaj bistveno bolj pod našim vplivom, oziroma predvsem z vašega vidika študentov. Bistveno bolj se lahko zdaj odločate, kdaj boste kaj počeli. Zdaj, tukaj imate nabor nekih priporočil, čez katere bomo šli, na naslednji strani pa tudi nabor orodij, ki jih bomo pregledali. Tako da bi malo najprej začeli s to prvo zadevo, pa potem aplicirali na dejanska orodja. Prva zadeva, ki sem jo že omenil, so jasni cilji. To predvsem tudi v delovnem kontekstu se izkaže, da je nuja pri delu na daljavo. In pri delu na daljavo je seveda nekako naloga, da se to zagotovi, da se jasni cilji zagotovijo tudi vodji oziroma nadrejeni. V tem primeru, do neke mere, je seveda to naloga nas, pedagogov. Po drugi strani pa, če želite malo bolj menedžirati oziroma upravljati svojim časom, je fajn, da si jih tudi sami postavite in tudi zapišete. Do tega še pridemo potem na naslednjem slajdu. Nujno pa je, da imamo neke cilje, ki so jasno navedeni, zapisani in jasni sami po sebi. Naslednja stvar je prioritiziranje oziroma odločitev, naprejšnja odločitev, jasna odločitev tega, kaj moramo bolj nujno narediti oziroma kaj je bolj pomembno. V ta namen je tukaj orodje na naslednjem slajdu, ki se mu reče matrika nujno pomembno oziroma Eisenhowerjeva matrika, tudi če tako želite, razdeli os oziroma osi sta 2x pa y kot ponavadi, na x osi imate urgency, torej nujo, da se neka stvar naredi, na y osi pa pomembnost te zadeve. In zdaj, če imate nabor nekih ciljev, je zelo fajn, da si jih razdelite v tele kvadrante. Torej, kater cilj oziroma katera aktivnost, ki vam bo pomagala do izpolnitve nekega cilja, je nujna in pomembna, katera je samo pomembna pa ne nujna, katera je nujna pa ne pomembna in katera ni niti pomembna, niti nujna. In zdaj, kar se ljudje dostikrat narobe lotevamo tega, je, da se zelo fokusiramo samo na zadeve, ki so nujno nujne, ne pa na tiste, ki so dejansko pomembne. Uči pa nas praksa in teorija, da bi moral se najprej lotiti tistih, ki so seveda nujne in pomembne, potem v drugi fazi pa predvsem tistih, ki so strateške, torej so pomembne, niso pa trenutno nujne. Tiste, ki so pa nujne, pa ne pomembne, jih pa pustimo v bistvu za konec. Tisti, ki pa niso niti pomembne, niti nujne, se pa pač nikoli ne lotimo oziroma ne rabimo lotevati. To je prioritiziranje. Naslednja zadeva je nekaj, čemu rečemo multitasking. Dostikrat vam rečejo, koliko je multitasking fajn oziroma koliko je dobro, da znaš biti več opravilen. Dejansko ni tako. Stroka, predvsem z področja upravljanja s časom, vam zelo lepo ponuja, da več opravilnost načeloma se ne konča preveč dobro. Nismo ljudje bitja, ki znamo precej dobro multitaskati. Tako da bistveno je predvsem hitro menjavanje, prehajanje med aktivnostmi. V smislu tega, da ne potrošimo preveč časa prilagajanja, predvsem tistega mentalnega napora, ko menjamo, skačemo od ene aktivnosti do druge. V ta namen je pa v bistvu zelo nujno dobro planiranje tega, kar bomo počeli. Kar bomo počeli na ravni dneva in na ravni tedna. Načeloma je fajn, da imamo v določenem dnevu največ 3 neke glavne strateške cilje za tisti dan. Pa še več ciljev seveda imamo lahko na tedenski bazi, definitivno je pa nujno, da si postavljamo cilje na tedenski in na dnevni bazi. To je prva zadeva. Druga zadeva je, kar tukaj piše, hitre zmage. Zelo fajn je, tako nas uči teorija in praksa, da si postavimo tiste hitro dosegljive cilje oziroma tudi neke rutinske, kratke aktivnosti na začetek delovnega dneva. V ta namen bomo hitro dosegli neke zmage, se počutili bistveno močnejše, bolj pripravljene na mogoče bolj kompleksne naloge, ki nam kasneje sledijo. In na ta način jih bomo tudi lažje dosegli. Potem, ko pa imamo postavljene neke cilje, si pa tudi pri planiranju aktivnosti lahko pomagamo s par principi.
Prvi princip je, da za vsako aktivnost planiramo dodatnih 50% časa. Dostikrat se izkaže, da ljudje si precej natrpamo neke aktivnosti, potem pa skačemo od ene do druge, pa nobeno čisto dobro ne končamo, ne. Če to planiramo vnaprej oziroma si planiramo na način, da si pustimo neko časovno rezervo, je bistveno lažje doseči dejansko neke aktivnosti oziroma jih narediti, dokončati, ne. V ta namen si tudi urnik dodajamo neke prazne časovne termine za stvari, ki nam bodo uletavale, ki nam pridejo dodatno, ki jih nismo mogoče vnaprej predvideli in nam, če to naredimo, ne bojo čisto porušile nekega dela oziroma plana dela za tisti dan. Nujno je, da aktivnosti in cilje beležimo. Lepo nas uči praksa, da tisti, ki beležijo cilje, jih tudi bistveno bolj verjetno dosegajo in tudi bistveno bolj uspešno. Seveda je pa treba tukaj tudi povedati, da ti cilji morajo biti postavljeni realno, ne preveč pretirano oziroma preveč nedosegljivo, ker na ta način enostavno jih ne bomo dosegli in to nas bo demotiviralo. In to sigurno ni dobro. Ne smemo se pozabiti za te neke zmage oziroma doseganje ciljev se tudi nagraditi. Nagrade so pomemben del motivacije oziroma sistema motivacije in fajn je, da so tudi vnaprej določene. Reči, če bom naredil neko aktivnost, neko nalogo, mogoče nek projekt do določenega roka, se bom nagradil z nečim, kar vam je blizu, kar vam nekaj pomeni, kar vam je seveda tudi omogočeno v tem času izolacije. To je pomembna zadeva. Še ena stvar glede sledenja predavanjem, tudi ta je vezana na upravljanje s časom. Dostikrat se zgodi, da študentje mogoče niti ne izkoristijo najboljš tega časa, ko so dejansko z pedagogom, tudi če virtualno, oziroma tudi ne kasneje, ko si ponovno ogledujejo predavanja. Fajn je, da sledite tem predavanjem, pa tudi če mogoče prvič samo z nekimi ključnimi besedami. Če ste tak tip učenca, tistega, ki se uči v tem primeru prava, študenta, kakorkoli, je fajn, da si zapisujete neke ključne besede, pa tudi, če si potem o ponovnem ogledu šele delate malo bolj konkretne zapiske. To vam omogoča, da malo večkrat razmišljate o isti zadevi in na ta način jo bistveno boljše obdelate. Nekateri študenti nam pa tudi pravijo, da si o ponovnem ogledu včasih zadeve zavrtijo na počasnejši nivo, torej recimo 0,75-kratno hitrost. Za nekatere, ki mogoče hitreje govorimo, mogoče tudi, ne vem, nimam čisto dobro občutka, kako trenutno govorimo, glede na to, da govorim v ekran, kar je seveda stvar, dosti od nami imamo tako situacijo zdaj. Zna biti, da govorimo prehitro in na ta način lahko mogoče v ponovnem ogledu predavanja pa dejansko pridete čez na način, da lepo zastopite vse, kar smo želeli povedati. Vprašanje pa tudi, pedagogi smo načeloma na voljo oziroma sigurno smo na voljo zdaj digitalno, izkoristite nas. Če že ne v času predavanja, tudi če so predavanja asinhrona oziroma načini dela, torej posneti ne v živo, pošljite mail, pošljite preko Canvasa, izkoristite nas, smo na voljo definitivno. Še zadnja zadeva vezana na to upravljanje s časom je ne pretiravati, pa skrbeti zase. Ena stvar je sigurno zagotavljanje dobrega spanca, zdaj ena naša struja raziskovanja tudi gre v to področje. Dokazano je, da če dobro spite, boste bolj skoncentrirani, boste bolj kreativni, tudi več si boste zapomnili. Predvsem v tem času, ko smo veliko doma in veliko za računalniki in drugimi napravami, je fajn, da se tega izogibamo vsaj v večernem času. Problem tukaj je, če se nekateri seveda tudi sproščamo s temi napravami in se zavedam, da je to težko, ampak vseeno pejte tudi v naravo, pejte tudi ven, lahko greste in ne pretiravate pri tem delu, tem, kar delate. Torej, poslušajte svoje telo, definitivno. V namen menedžiranja časa na napravah si lahko pomagate tudi s tole zadevo, ki jo tukaj vidite.
To je aplikacija Rescue Time, ki vam dejansko meri, koliko časa ste na kateri aktivnosti aktivni, ne samo, da je prižgana zadeva, ker imate seveda tudi druge aplikacije na vaših pametnih napravah, sigurno, ampak ta vam omogoča malo bolj menedžirati vaš čas. Če imate preveč časa in vas zanima to, kako postati še bolj produktivni, so tele knjige eno tako zelo dobro priporočilo za ta čas, oziroma za ta čas, ko itak ne moramo kaj dosti drugega početi, kot brati in se izobraževati. V namen seveda, da boste našli ta svoj ikigai oziroma to svojo sweet spot nekje na sredini med tem, da delate to, kar želite delati, oziroma to, kar vas bo enkrat tudi dobro plačalo in to, v čemer ste tudi dobri. To nas pripelje do drugega dela, ki se veže na psihološka doživljanja. Na tale ikigai se še vrnemo pri tako imenovanem samoiniciativnem oblikovanju dela ali pa študija. Še prej pa malo o tem, kako zdaj menedžirati svoje psihološka doživljanja, ki so dostikrat precej negativna trenutno. Smo zaprti, smo v izolaciji, smo izolirani, smo ves čas za računalnikom in predvsem zamujamo stvari. Ne potujemo, nismo na eventih, na katerih bi radi bili, ne družimo se z ljudmi, s prijatelji in tako naprej. Adam Grant konkretno je nedolgo nazaj napisal, da predlaga, da si vsak naredi en tak seznam stvari, za katere smo hvaležni, da jih zamujamo. Torej, the joy of missing out. To smo vas tudi pri naših predmetih malo že spodbujali nekatere in tisti je sigurno to bilo. Nekateri ne zamujate tega, da se morate vsak dan zelo v detajle zrihtati, pa iti nekam, definitivno ne zamujate tega, da se vozite, pa da obtičite v prometu nekje. Adam Grant tudi pravi, da ne zamuja tega, da se mora ves čas z nekom pogovarjati, ker je malo bolj tak introvertiran. Karkoli od tega oziroma kaj drugega, ni slabo, če si napišemo en tak seznam in malo pogledamo, zakaj smo pa dejansko hvaležni v tem času, ki seveda ni lahek. Pri tem se je treba zavedati, da v bistvu ni nič narobe, če česa ne bomo naredili. Stvari bodo počakale in to je tudi en tak nauk, ki ga je sigurno nas naučila ta trenutna situacija, ki bo dolgoročno verjetno tudi vodila v to, da se nam bo mogoče malo manj mudilo in bomo malo bolj razmišljali o tem, kaj je pa dejansko zdaj pomembno. In čeprav se manj mogoče družimo v živo, je to tudi priložnost, da vidimo, s kom pa smo lahko oziroma nam je omogočeno oziroma nam uspeva ostati v nekih tesnih stikih tudi v tem času. In to je tudi en tak mogoče filter oziroma indikator, s kom lahko pa gradimo neke dolgoročne odnose, ali pa mogoče vas to malo spomne, na koga bi se pa lahko tudi še spomnili zdaj preko nekih digitalnih medijev tudi. Tale vsrkanost v tehnologijo, o tem sem že govoril, dostikrat se zgodi digitalnim zaposlenim ali pa študentom, ki študirajo na teh raznih programih, ki se ponujajo samo digitalno, da so res vsrkani v tehnologijo bistveno preveč. Ali preko nekih seveda aplikacij za študij, kot je recimo Canvas, hkrati pa zraven še malo, seveda itak ste na družbenih omrežjih, hkrati pa zraven mogoče še igrate igrice, pa zraven delate še kaj tretjega ali pa petega na teh istih digitalnih medijih, ves čas ste v tehnologiji, ne morete pa spati in ste še več v tehnologiji, to seveda ni nujno fajn in je dobro, da to mero vsrkanosti v tehnologijo nekako zelo omejimo, strukturiramo. Še nekaj se izkaže pri študentih in delavcih, ki delajo nadaljavo, da so povratne informacije tukaj ključne. Dostikrat se zgubi samo neko razumevanje, a delam dobro, ali ne delam dobro, a bom zdaj zamudil veliko predmeta, če mogoče se mi zdi, da nekaj razumem, pa v bistvu ne. Tukaj je seveda veliko na nas pedagogih, da vam podajamo povratne informacije, na vas pa tudi, študentih, da nas vprašate oziroma izkoristite. Smo na voljo, smo povezani, tako da glede povratnih informacij sigurno nas izkoriste, sigurno. In potem pa še zadnja zadeva, ki v bistvu združuje tile zadnji dve točki in se veže na pripisovanje pomena posameznim aktivnostim. In sicer je to povezano z vajo, ki jo lahko vsak od vas naredi, in sicer vajo samoiniciativnega oblikovanja dela ali pa študija.
Nekateri, ki ste me že poslušali pri kakih predmetih, tole verjetno že poznate, reče se mu job crafting, obstaja konkretna naloga, ki se reče job crafting exercise, ki ima tudi lepo adaptacijo za študente. Avtori, ki so tukaj navedeni, Justin Berg, Jane Dutton, Amy Višnjevski, so nam tudi omogočili, da uporabljamo tole zadevo, tako da če koga zanima in ne more tega dobiti preko interneta, mi lahko pošljete mail, vam z veseljem pošljem. Je pa to vaja, ki je uporabljena tudi seveda v praksi v teh podjetjih, ki jih tukaj vidite malo naštete. Gre pa predvsem za to, gre za v bistvu nek bottom-up oziroma princip oblikovanja dela od spodaj navzgor. Ko rečem dela, mislim seveda tudi študija. In predvsem niti ne toliko v smislu, da ljudje zdaj na ta način delajo nekaj čist drugega oziroma nekaj, česar naši vodje ali pa pedagogi ne bi želeli, ampak predvsem gre za pripisovanje nekega pomena aktivnosti, ki jih delamo. Če tako malo na hitro orišem, da vam bo lažje, mogoče, če se tega lotite, v prvi fazi si naštejete vse aktivnosti, ki jih delate tekom delovnega dneva. In zdaj imate veliko fleksibilnost, da te zadeve dejansko spremenite. Naštejete jih od tistih največjih, tistih, ki vam vzamejo največ časa, do tistih najmanjših, ki vam vzamejo malo manj časa. V drugi fazi malo razmislite o tem in vidite, ali lahko zdaj kaj spremenite, zdaj, ko ste dali zadeve na papir, to je že tudi tista vaja postavljanja ciljev in zapisovanja teh ciljev pa aktivnosti. V naslednji fazi pa identificirate oziroma navedete tudi 3 zadeve vezane na vas same. Eno so vaši motivi, cilji, torej kaj bi si dejansko želeli narediti v življenju, doseči. Druga zadeva so vaše prednosti, torej v čem ste močni, v čem ste dobri. Tretja zadeva so pa vaše strasti, torej kaj pa radi delate. In to nas privede nazaj do tistega sweet spota oziroma točke, ki združuje vse te 3 stvari. In glavna stvar je pa potem naslednja faza, ko povežete določene aktivnosti konkretno z nekimi motivi, prednostmi in strastmi, ki ste jih navedli. Na ta način bistveno spremenite lahko svoje doživljanje nekih aktivnosti, ki se vam mogoče zdijo v nekem smislu malo brezvezne, ko jih pa povežete z nekimi takimi prednostmi ali pa strastmi, ali pa samo cilji, ki so lahko tudi bolj instrumentalni, pa vidite mogoče nek nov smisel v tem. In če povežete zadeve še skupaj, kot je tale prikaz tukaj, torej več aktivnosti in več prednosti in več nekih strasti, motivov skupaj, lahko identificirate tudi neke vloge, ki jih igrate, ki so pa bolj celovita neka vloga v življenju in na ta namen mogoče malo osmislite, če že ne svoje življenje, vsaj to situacijo, kakršna je zdaj, predvsem pa tiste naloge oziroma aktivnosti, ki jih delate tekom teh izoliranih dni. No in še tretji sklop, ki se veže pa na dejansko zelo konkretne materiale, vere, pripomočke. O prvem sem že govoril, pa ne bom mogoče še enkrat preveč, ampak to dejansko, da se uspete odklopiti od modrega zaslona par ur pred spanjem, torej od kakršnih koli ekranov, ki so blizu vam, do tega, da se lotite nekih online verzij oprijemljivih aktivnosti, kar nekaj ponudnikov zdaj to ponuja, eno od njih je tudi Escape Room, če pogooglate pri nas, tudi so take zadeve, ki so se zdaj preselile v malo bolj digitalizirano varianto. Kar nekaj vam je materialov na voljo, tudi naša konkurenca, recimo jih tudi tukaj omenjam, to so digitalni predmeti 190 univerz, ki so zbrani na tem linku, pa si ga lahko pogledate, oziroma če pogooglate, tole sigurno najdete. Ali pa newyorška javna knjižnica dejansko trenutno omogoča zastonj download 300,000 knjig, tako da z veseljem lahko tole pogledate. Ne pozabiti ostati povezani, če že ne za vas, tudi mogoče za koga drugega, ki je malo manj povezan na splošno, kot ste vi, in pa predvsem ostati aktivni in zdravi. Ta namen je kar nekaj tudi digitalnih delavnic trenutno pri nas. Kakor slišim, bo tudi izobraževalna enota naša za športno vzgojo ponujala te aktivnosti v kratkem, sicer pa lahko digitalno najdete kaj podobnega in malo telovate zraven, če že ne greste ven, fajn pa je, da greste tudi ven, čeprav mogoče slišite kaj drugače.
Anksioznost je še ena zadeva, ki sem jo že prej omenil, dostikrat v izolaciji pride do tega. V ta namen je kar nekaj društev, ki vam lahko tudi pomagajo, to so resne zadeve, tudi jih tukaj tudi malo navajam. Društvo Ne boj se, sigurno, ali pa pedagoška fakulteta točno v ta namen, nekaj osame, občutkov osame v izolaciji, je organizirala psihosocialno svetovalnico, pogooglejte, boste našli, ali pa dejansko tele številke, ki so že odprej obstajale in niso specializirane za to situacijo, so pa vseeno zelo lepo na voljo. Če imate pa preveč časa, poleg tega seveda učenja, branja knjig in gledanja webinarjev, kot je ta, lahko tudi sami postanete prostovoljci. Raziskave tudi kažejo, da ljudje, ki porabijo določen procent svojega časa za prostovoljstvo, so tudi bolj učinkoviti v svojem delu pa študiju, poleg tega prostovoljstva. Tako da je tudi to mogoče ena taka dober način, kako svoj čas porabiti. Hvala za enkrat, zdaj pa bomo po moje odprli diskusijo. Ja, najlepša hvala, profesor. Na tej točki bi vas vse lepo povabil, da se nam pridružite se pravi, v samem pogovoru z vašimi vprašanji. V bistvu prvo vprašanje sem že dobila, ki se glasi nekako takole, da Tanja, najlepša hvala, da sama težko strukturira cilje, si dela sezname, umešča cilje, vse se ji odvija prehitro. Profesor, si vi osebno delate sezname, načrtujete svoj dan po vseh teh pravilih, ki ste jih predstavili? Dajmo reči, da si jih načrtujem po principih teh pravil. Ne grem preveč v detajle teh seznamov, ampak ja, dejansko si postavljam cilje, to zgleda tako, na enem zelo ne high-tech planerčku, kjer si postavljam zgoraj cilje na tedenski ravni, spodaj pa cilje na vsakodnevni ravni. Manjših aktivnosti ne pišem, se jih pa lotim takoj v delovnem dnevu, čim prej zjutraj, mislim čim prej takoj po kavi, in pa se počutim precej učinkovit, če že odgovorim na en kup mailov, pa naredim par malenkosti na hiter, da se pa lotim česa malo bolj konkretnega. Tako da dajmo reči, ja, ampak ne tako zelo zagriženo, kot da bi mi vzelo dodaten čas, ker to bi bilo pa res brezvezno. Ok, najlepša hvala. Bi še kdo drug želel postaviti kakršnokoli vprašanje, lahko je tehničnega vidika, v smislu Canvasa ali drugih platform, lahko tudi glede pedagoškega dela ali pa kar je bilo predstavljeno danes tukaj s pomočjo profesorja samimi nekimi načini, orodji in veščinami, kako se spoprijeti s to digitalno preobremenjenostjo. Zato smo tukaj. Ja. Lahko govorite, lahko napišete v klepetalnico, definitivno smo vam na voljo tukaj za vsa vprašanja. Mogoče smo tako dobro razložili zadeve. Da ni vprašanj. Morda. Definitivno vas lahko na tej točki tudi povabiva, da spremljate vse prispevke, ki jih pripravljamo na fakulteti na naši spletni strani, ki imate več nekih teh rubrik z naslovi EFA informira, EFA prispeva, kmalu tudi EFA osebno. Aha, pa so vseeno dobila nekaj. Zanima me preverjanje znanja nadaljavo. Mogoče, profesor, boste vi nekako odgovorili na to? Ja, to je veliko vprašanje. Zdaj tako, orodje je kar nekaj. In trenutno kroži tudi na našem internem forumu velika diskusija o tem, kateri je primeren za katero nalogo. Mi konkretno uporabljamo Canvas na splošno za spremljanje študijskega procesa in tudi v okviru tega se da zadeve speljati, v smislu preverjanja znanja. Če malo pogooglate, moram pa reči, da jaz s tem nimam nobenih izkušenj, definitivno, na žalost. Lahko vam javimo tole, glede na to vprašanje, malo kasneje, ko bomo imeli kakšne izkušnje z uporabo katerih od njih. Ampak načeloma Canvas,
ki ga mi uporabljamo, bi moral biti čist solidno. Definitivno pa fakulteta dela na temo in kakor je bilo objavljeno v pogostih vprašanjih in odgovorih, prav tako že skomunicirano na naših socialnih omrežjih, se vodstvo fakultete trudi, da bo, se pravi, nekako preverjanje znanja potekalo nemoteno, še posebej izpitni roki. Več o tem boste seveda obveščeni, ko bodo neke nove informacije prišle na dan. Hvala, Mojca, za komentar. Prav tako sem prejel še drugo vprašanje, kako umestiti šport, samo razgibavanje v ta urnik, se pravi delo od doma, ko si na računalniku po 8 ur, kdaj umestiti to neko aktivnost telesno? Ja, to bi jaz rekel, da je zelo odvisno od posameznika. Bolj bistveno kot to, kot kdaj, je to, da jo dejansko umestimo. Jaz jo bolj proti večeru, ne pa spet preveč zvečer, ker to tudi vpliva pol na moje spanje. Tako da nekako končam z delovnim dnevom, probam nekaj športati, kar se da, ne. Predvsem pa iti ven, razen ta teden je malo bolj neugoden z vidika vremena za to. Ampak ja, tudi to, da greš ven, je sigurno pomaga potem pri spanju in potem tudi potencialno na motivacijo. Pridobiti motivacijo je tukaj še eno vprašanje, tak $1 million question, ne. Predvsem mogoče, ne, PIA lahko pomaga tudi tistale vaja, ki je vezana na povezovanje aktivnosti, ki jih delaš s tem svojimi nekimi cilji, motivi pa strastmi, ne, torej job crafting. Ker na ta način mogoče bolj doživljaš neke aktivnosti, da res prispevajo k nečem, kar si želiš doseči v življenju, ne. Lahko tudi sem na voljo za kontakt tega oziroma za materiale, ker to je malo težje odgovoriti tako na hitro, kako dobiti informacijo, lahko pa gremo skupaj čez to aktivnost, ne. JKP, hvala za spremljanje predstavitve, definitivno. Mogoče tole vprašanje, profesor. Ali imate kakšen predlog, kako nehati zavlačevati z aktivnostmi, z delom? Ja, zavlačevanje, jaz mislim, da že to, da si postavimo cilje tedenske in dnevne, sigurno pomaga pri tem, da ne zavlačujemo. Sploh, če to delamo na nedigitalen način, ne. Meni, ko si prečrtavam aktivnosti, ki jih prestavljam naprej, pa zmanjka prostora, če ne drugega, pa me tudi to malo motivira, da jih dejansko naredim. To je ena zadeva. S tem, da se je treba zavedati tudi, da prokrastinacija oziroma za odlašanje niti ni nujno slaba zadeva, ne. Predvsem za kreativnost je neka mera odlašanja tudi dobra. Tako da malo odlašanje tudi niti ni tako zelo slabo, ne. Kaj pa včasih je težava tudi v tem, da ne znamo reči ne in imamo potem kar naenkrat preveč nekih stvari. Kakšne imate vi izkušnje tukaj? Ja, Jana MP, kot da me pozna, ampak ja, jaz imam probleme s tem, zato pa delam ta webinar trenutno, ne, hejtam se. Ampak ja, to je problem, ne, to je definitivno problem. Kako reči, ne, sploh, ko imaš enkrat občutek, da imaš malo več časa, kot si ga imel prej, ne, ko si itak doma. Jaz imam en tak sistem dejansko za nove projekte, da morajo biti, Luka to tudi pozna, ne, že vidim, napisano imam v svojem kabinetu, sam zdaj ne vidim tega, ne, ker je mogoče tudi problem. Tri kategorije morajo zadoščati, da sprejmem novo zadevo, torej, da je top tema, ki me ful zanima, da je top tema, ki bi lahko zanimala še koga drugega, pa da so ljudje, s katerimi bom delal, fajn meni, ne, osebno. Tako da v tem primeru rečem ja, drugače probam zdaj vedno reči ne. Pa mogoče že tole, kaj menite, ali so Zoom predavanja, samo Zoom predavanja zadosti? Verjetno bolje, če se jih kombinira z nekimi e-learningi, kvizi, se pravi nek ta blended learning pristop. Ja, sigurno, dobro vprašanje. In ja, definitivno nam zdaj omogoča tudi Canvas, ne, pa tudi kakšni drugi sistemi, da to kombiniramo. In ja, jaz bi rekel, da sigurno te digitalne delavnice, kakor se jih tudi lotevamo, morajo komplementirati to, ne. Če že gremo digitalno, da tudi ni predavanje isto, kot bi bilo drugače, ker to nekako ni smisel tega, ampak bolj, da prilagodimo tudi ali z nekimi kvizi, sprotnim delom, na način pač spremljanja nekih aktivnosti, tako da ja, definitivno. Ja, Mojca sprašuje tudi, kateri planer uporabljam. Katerikoli, ki ga pač čisto en tak malo
knjigico, ki ima noter pač en teden na 2 straneh, pa vsak dan posebej, tako že od mislim, zadnjih 10 let recimo. In ja, dejansko imam rajši fizični planer, kot pa digitalne koledarje imam samo za pedagoške obveznosti, vse ostalo v fizičnem planerju. Ne vem, nekako se mi zdi ta fizičen stik, pa sej ni lažje, ne, ker imam itak tudi koledar vedno na telefonu s sabo, ampak mi pomaga nekako, da te cilje zapisujem, oziroma malo bolj me motivira mogoče. Kaja sprašuje, zanimiva varianta, če je bilo možno pisati diplomsko na temo koronavirusa in problemi z učenjem nadaljava, definitivno, ja, sigurno, ne, tudi marsikdo od nas bi komu to mentoriral, ne, tako da ja, sigurno. Erik, ki ga zelo dobro poznamo, ne, se nam zdi, da imajo tisti, ki manj sodelujejo pri pouku in jim je brez veze hoditi na predavanja, boljše mnenje o online delu. Ja, kaj pa vem, jaz mislim, da mogoče ni čisto odvisno od tega, konkretno je pa definitivno res, da nekateri smo zelo nenaklonjeni digitalnim oblikam, ne, dela pa predavanja, nekateri smo ali pa so pa bolj, tako da po moje bolj odvisno od tega. Digital self-efficacy, torej neka samoučinkovitost vezana na digitalizacijo, ali pa čist en tak komfort oziroma komotnost, ki jo čutiš ob teh uporabi orodij. Meni se je vedno zdelo nekako tudi do neke mere izguba časa ti digitalni sestanki, sploh če so dolgo trajali, ne, tudi v preteklosti. Samo zdaj nekako ne moramo iti mimo tega, niti približno, ne. In se je tudi moje mišljenje bistveno spremenilo, ne, glede tega, ker je pač zdaj to nujno. Je pa res, ja, tako da ne vem, Erik, če bi glih rekel tako, da zaradi tega, ja, ker se mi zdi, da so isti ljudje, ki so bili mogoče aktivni na vajah, predavanjih, zdaj tudi aktivni v digitalnem okolju. Se mi pa zdi, da so se jim mogoče pridružili še neki drugi, ki so pa malo, ne vem, so pa malo bolj sprejeli to digitalnost. Je pa res, da tiste, ki so bolj aktivni, malo bolj tudi vidimo oziroma doživimo, kot pa tiste, ki niso aktivni, ne. Definitivno. Pa še eno vprašanje. Kako si razdeliti delo za neke obsežne aktivnosti in časovno, koliko časa nameniti, se pravi ta time management potem? Ja, to je zanimivo vprašanje. Za obsežno aktivnost je pa tako, da ja, definitivno rabiš več časa in ponavadi, tisto, kar sem prej rekel, da si planiraš kar še dodatnih 50% časa, ne. Torej, če je neka aktivnost 100, pa rečeš, da bom delal 3 dni na tem, je zelo verjetno, da boš delal še en dan pa pol več na tem, ne. In probam jaz tudi to nekako upoštevati pri planiranju svojih aktivnosti, ne. Koliko časa nameniti učenju v enem dnevu, je pa zelo, zelo dobro vprašanje, ja. Jaz bi rekel, ne vem, ne, to je zelo odvisno tudi od vas, koliko vam gre hitro, koliko vas zanima, ne. Ampak da probate, da vseeno več kot 8 ur nekako tega ne namenite, je dosti manj, pa tudi ne, ne. Ker to je, ko eno študij je v bistvu neka zaposlitev, ne. Tako da v ta namen, da vsaj razmišljate o tem nekako po 8 ur na dan in to vključuje seveda poslušanje, sodelovanje na predavanjih, pa vajah, pa vse te zadeve. Pa še eno vprašanje sem dobila. Imate mogoče izkušnje s študenti različnih letnikov glede samega spremljanja e-predavanj in dela na domu, ter tudi potem neko posledično uspešnost na samih preverjanjih znanja? Malo lahko, jaz konkretno trenutno imam izkušnje samo z dodiplomci, kar se tiče dejansko izvajanja pedagoškega dela trenutno, pa magistrskimi, ki pač pišejo magistrske naloge pri meni. Ti slednji pravijo, da imajo zdaj bistveno več časa, kar je zanimivo, sploh to so ljudje, ki delajo po večini in trenutno letijo te magistrske zelo hitro v zadnjih par tednih, ko so ljudje doma in očitno imajo čas pisati. Dodiplomci bi rekel, pač te, s katerimi delamo pri predmetu, so se precej dobro prilagodili temu, bomo rekli. Sem pa slišal od kolegov, sploh študentje recimo na izrednih programih, ki so pa zdaj doma, imajo otroke, seveda tudi delajo čez dan na nekem svoji zadevi od doma, imajo pa velike probleme, imajo tudi velike probleme pri sledenju predavanj, če so te samo v živo.
Tako da tukaj je predvsem ta uporaba dodatnih materialov ali pa snemanje predavanj v bistvu definitivno nujno, da lahko taki študentje tudi sledijo. In pa še eno, se pravi, kaj menite o samem transferju nekih predavanj na sedaj neko online obliko, v smislu spletne učilnice, pa potem online materialov z kvizi in ostalimi aktivnostmi? Ja, definitivno. To je tista zadnja moja točka, ki sem jo tam pustil, redefiniranje tega, kaj je sploh študij. Jaz mislim, da do neke mere se bomo tudi mi morali prilagoditi, pa ne samo mi kot naš faks, ampak praktično vsi ponudniki učenja, da določene te vsebine se bodo predstavile čisto v spletno učilnico, sigurno, ne. Tudi z Lukatom pa kolegi iz službe za kakovost, smo zdaj eno tako delavnico pripravili na podiplomskem študiju, ki se veže na nastop na trgu dela, pisanje CV-jev, nastopanje v intervjujih, mogoče kdo od vas je tudi del tega trenutno, ta teden zbiramo prijave. In bomo videli, kakšna bo izkušnja s tem, ampak mislim, da smo zastavili tako igrificirano in zanimivo, da načeloma bi morala biti omogočena praktično brez našega inputa, potem, ko smo jo zastavili, razen seveda podajanja povratnih informacij, kar je pa ključno tukaj, Ta podajanje povratnih informacij v takem primeru je ključno, to sem pa tudi že prej izpostavil. Gre v bistvu za popolnoma digitalni predmet, eden izmed prvih verjetno, ki v taki obliki. Pa mogoče še eno tako vprašanje, malo provokativno, a se mogoče zna zgoditi po sami korona krizi, da potem neka predavanja ex katedra ostanejo online in pač enostavno se samo še tako izvajajo? Ja, jaz mislim, da s tem niti ne bi bilo nič slabega, in o tem govorimo že kar nekaj časa, ampak to se veže na neke masovne predmete in na tiste, ki jim tudi vsebina to omogoča. Definitivno ne moramo posplošiti tega. Pri nekih masovnih predmetih je težka interakcija, tudi v živo, in zdaj dobivamo feedback, da je študentov v bistvu tak sistem boljši, predvsem zato, ker lahko tudi za nazaj kaj pogledajo, mogoče zato, ker se tudi mi malo drugače potrudimo, mogoče tudi zato, ker jih drugi ne motijo toliko, in v teh primerih jaz vidim tukaj predvsem masovne predmete, ki verjetno, sigurno ne v celoti, pri vseh predavanj, ampak vsaj za neke teme se pa verjetno lahko enako dobro pokrijejo tudi preko teh izvedb. Okay. Mislim, da sva nekako zapolnila to zanimivo uro. Mogoče še neko zadnja priložnost za kakršnokoli vprašanje, komentarje, razmišljanje vseh nas. Vas seveda vabiva. Aleksander, rekel si mi, da bi se mogoče vklopil, pa nekaj povedal. Ja, evo, se bom še jaz prižgal na kamerico. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj, mogoče bi se jaz najprej rad zahvalil profesor Černetu, ki nam je pripravil zelo zanimivo predavanje, od katerega verjamem, da smo si odnesli veliko. Zdaj jasno, veliko je bilo govora o izzivih študija, nahajamo se v drugačnih študijskih razmerah in to obdobje, v katerem smo prinašali veliko novosti, pa zahteva veliko prilagajanja. In kakor pri vsaki stvari se tudi tukaj pojavlja veliko vprašanj strani študentov. Zdaj, cilj vseh nas je, da jih čim hitreje pa čim boljše rešimo. Zdaj, vedno, ko imate kakršnokoli vprašanje glede študija, mogoče kakšen izziv, težavo, ki so sicer, dajmo temu reči, zelo redke. Ekonomska fakulteta je tukaj ena, ki se je zelo hitro prilagodila na ta online način učenja. Vedno se lahko obrnete na študentski svet oziroma name in kontakt bom napisal dol v chatu. Zdaj na veliko vprašanj tukaj je bilo že odgovorjenih, če imate pa še kakršnokoli, ki se tiče študijskega procesa, mogoče izvajanja izpitev, kolokvijev, pa lahko tudi zdaj odgovorimo. Sicer mislim, da prav na izvajanje izpitev mogoče mi še najtežje odgovarjamo. Mislim, dogovori so neki, oziroma kar se tiče teh, bom temu rekel, izpitnih obveznosti, kar se tiče kolokvij in podobnih zadev, študenti ste se tukaj veliko srečevali s tem, da so vam zdaj verjetno kakšni kolokviji odpadali. To ne pomeni, da se v prihodnosti ne bodo izvajali, verjetno se bodo premaknili na april ali pa maj. Če se bo pa celotna struktura ocene, se pravi, da kolokvij, ko del ocene odpade, boste pa glede tega obveščeni na spletnih straneh predmeta.
Super. Ja. Mogoče še odgovoriva, si za tole, za New York Public Library, ja. Sem objavil, Enostavno si prenesete tisto aplikacijo, ki jo imajo, se pravi, oni za samo branje knjig in tam notri imate, se pravi, ta dostop do tega. Nekaj. Moram se zahvaliti tudi mojem družbenem omrežju, ker večino teh linkov sem pridobil iz raznih objav, seveda, ki zdaj pač krožijo okrog, kako si zapolnite ta čas. V redu. Potem pa mislim, da smo prišli do te točke, kjer se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje. Se pravi, hvala vsem za vašo pozornost in vprašanja. Upam, da smo vam uspeli predati nekaj uporabnih veščin in novega znanja na temo dela na daljavo. Ekonomska fakulteta je v tem tednu tudi opravila prvi online zagovor magistrske naloge. O tem si lahko pogledate nek kratek intervju na naših socialnih omrežjih. Novemu magistrantu seveda čestitamo. In pa seveda Ekonomska fakulteta bo še naprej pod imenom EFA Prispeva nadaljevala s svojimi aktualnimi strokovnimi webinarji. Naslednji je že v ponedeljek na temo športa, nato v torek na temo samih ukrepov, ki so se sedaj sprejela za zajezitev te korona krize. Vse vljudno se vabim, da na naši spletni strani spremljate vse te dogodke pod, se pravi, tako imenovano rubriko EFA Prispeva. Vsi naši dogodki namreč potekajo tudi seveda ob 15. uri. Profesor dr. Černe, najlepša hvala za vaš današnji prispevek. Vsem vam pa želim zdrave dni in ostanite doma. Hvala vam vsem, fajn bote, pa se vidimo digitalno.